oči je molčal, ker je to. Odnevi pa se starši in sestro s tetom in babico pogovarjajo takole. Bereslav, Bereslav, stani! Kak je mir? Bereslav, stani že, drugače vas zabude v šolo. Bude se pozdravim, pohiti malo, no. Bereslav! Bereslav! Koki! Ko se vrneš iz šole, mi boš pomagal cepiti drva. Sicer ti bom prepovedal televizijo za cel teden. Presmetale nova. Berislav. Berislav. Poglej moja novo obleko. Poglej že no. Ne sramneš, ne sramni. Mama! 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 Berislav, vidim velike spremembe v tvojem življenju. Danes bo spoznal lepo deklico. V šoli boš vprašan zemljepis. Koki, ti boš izgubil perje. Marš! Berislav! Berislav! Pridi sem. Ker si mi včeraj tako pomagal, si zaslužiš nagrado. Pa kupi si kaj sladkega. Papagej Koki je v takih razgovorih izgubil živce in se zadel. Lum, baraba, marš, marš! Ko beše v Berislav Vučkomano na okrog in je srečal prijatelje, je odgovoril kratko in enako. Ž. To seveda ni bil bezbesedni zaklad Berislava Vučka. Znal je reči, Ne. znal je reči, Daj. včasih pa je rekel tudi, Ajsa. ampak nekega dne se je zgodilo čudo. Berislav Vučko je sladko dremal na kavču v dnevni sobi, ko je nenadoma zaslišal neprijeten zvok. Gor na steni sedi muha. Iz ust Berislava Vučka je zletel cel stavek, neznansko navdušen, da se je sploh rodil. Le poslušajte ga, kako se veseli. Jupi, hej, hej, kako je svet lep. Gor na steni sedi muha, hop, hop, hop. Gor na steni sedi muha, hop, hop, hop. Muha sedi na steni, go hej, hej, hej. Muha sedi na steni, go hej, hej, hej. Klanjam se, marš! Jaz sem stavek, gor na steni sedi muha. Kdo si ti? Papagej Koki, marš! Veš, jaz sem se pravkar rodil in grem v svet, gre z menoj? Grem pa rad naprej, marš, marš! In zapluta belico, sem pobegnil lepi svet. Zdaj svoboden sem kot ptič, ugled pa več ne grem sedim. Cesta prašna v daljo gre, kjer pa motem muha sem. Papa grem vesel, in gor na steni stavek cel. Kaj pa je to? Za mizo sedijo ljudje in s kozanci trkajo. Gasilska veselica!
Već skal han kunne hoppe så. Še bude za te, kolega Šribi. Mercedes. Hin. Artister. Jeg tror, vi er i en Šribi-trap. Poškodovane. Handtøjer. Marsch! Han papagaj. Še handtøjer. Batu i apa, han papagaj. Na baš ma te rafi pa v špital. Tam bo je že odlenjen, a jem. Šok, moja specialnost. Višji specialist, to bi slišal. Za vas, kolegoco, kako zvom bom? Stopate sam bono. Jaz? Jo, no, stopate sam. Vad sa to? O. Dobro, patološka poškodba nobenega dvoma. Pa trova na paradona poškodba. Aba, ni mi ti priv. Ne piši ti pri 3 smežginju. Potros možganov? No, mogoče. Kot to, da jaz vam je dal na plomo. Mi, diplimi, v slični brigi.
Vimiti pri cvin prigim. Vi velik, stipiti sin. Zakaj zmeraj jaz? Vi se vidi, gdi pi. Vi vitinim sviji i mi. Jisni in različni prisim. Gor na steni sedi muha. Slišite, tipični zebilni mižgini. Če bi bil zdriv birikiju, girni stini sedi mihi. Popolnoma napočno. No, monen človek bo rekel, kono stono se domo. Girni stini sedi mihi. Kono stono se domo. Girni stini sedi mihi. Kono stono! Gospod doktor, prosim, pomirite se. In da je bila potrebna intervencija tu navzočega varnostnega organa. Imate kakšno pripombo? Seveda imam. Jaz nisem povzročal nikakršnega nereda. Se pravi, so marš. Imajo priče kakšno pripombo? Nije gebe preve, emeje, kjane stene se da mehe. Na, stapa na, gana stane se da maha. Niki kjer geni skini si di mihi. Popolnoma napočno. Kono stono se domo. Gorno stonu sudu muhu. Mir, teh pogojih ni mogoče delati, mir. Hvala raz. Gana stana se da maha. Kjane stene se da mehe. Geni stini si di mihi. Kono stono se domo. Gorno stonu sudu muhu. Dovolj razpuščam razpravo, mir razprave preložena.
Še posebno tista, se veš, ki sedi vedno na sprotni loži. A tista, ki se tam ne drinja med sedeži. No, nikar ne kaži s prstom. Ljudje bodo mislili, da jih opravljaš. Si videl, tista koza je s prstom pokazala name. Samo zdi se ti. No, rad bi še enkrat pogledal gledališki list. Kaj boš gledal? Se veš, da bo isto kot zmeraj. Še en bonbon mi daj. Predstava se začenja. A božen odšel mir. Dobar dan, dragi gospod Valer. Dobar dan, dragi Skramuš. Ko sem vas videl, kako ste skakali zdaj naprej, zdaj nazaj, cepetali, se vrteli, stegovali vrat, sem vas imel za kakega stražnika na straži ali pa za trgovca s trakovi. Kaj pa gledate tega? So se pri Žožibu sunile saje? Ne, Ste bolni? Ne. Potrebujete denarja, povejte odkrito, dragi gospod Valer. Poznam ljudi, ki vam bodo posadili na lepe oči in na moje priporočilo. Najlepša hvala, ampak ne gre za to. Že vem. Zaljubljeni ste. In zdaj čakate osebico, ki zamuja. Ne. In da, takemu prijatelju že lahko zaupam. Res, zaročencem. Naskrivaj zaročen s preljubko Lucilo hčerko starega Žožibusa. In zdaj čakate poljubko? Kje pa? Oče jo ima zaprto. Čakam Sabino, Lucilino sestrično, Po kateri ste ji poslali sporočilo in ki vam bo prinesla odgovor. Ta stvar ni tako preprosta. Včeraj sem srečal nekega tepca. Vilbrekin se piše. Rekel je, da se bo poročil z Lucilo. Trdil je, da mu je stari Žožibus dal besedo. O vraga. Vedeti hočem, če je to res. Zato sem takoj zjutraj poiskal Sabino. Je že tukaj. Pusti me samega. Prav ste naredili, da ste mi zaupali svoje težave. Žožibusa poznam in vam že našel kakšno priliko, da vam pomagam. Hvala, dragi Skaramuš. Z Bogom, hitim na sodišče. Sabina! No, Sabina, kaj si izvedela? Torej, moj ubogi Valer, čisto res je, da se je stric odločil omožiti sestrično Vilbrekino. Celo tako danes je hotel to storiti. Sveta nebesa! Ampak k sreči sva našli nekaj, da sva poroko zavlekli. Lucila se hoče poročiti le z vami, zato se je pred kako uro naredila bolno. Legla je v posteljo, drgeta, ječi in toži, da jo boli vse hkrati. Zato je njen oče ves v skrbeh preložil ženitev na kasneje in me poslal po zdravnika. Kako dobro sta si to izmislili, moja draga Lucila. In vi? Ampak zdravnik bo prav lahko ugotovil, da ji nič ne manjka. Se ravno tega se bojim. Zato nam pošljite kakega svojega dobrega prijatelja. Ta priložnostni zdravnik bi svetoval bolnici, naj gre na deželo na sveži zrak. Stric bi gotovo nastanil sestrično v paviljonu na koncu našega vrta. Tako bi jo lahko videli, ne da bi oče za to vedel, se poročili z njo
in pustili starega Žoživusa, da po mili volji robanci z Vilbrekina. Čudovito! Ampak kako ne najdem ta hip zdravnika? Odkrito rečeno ne poznam nobenega. Kaj? Ko bi čisto preprosto oblekli vašega slugo z Ganarela v zdravnika? Z Ganarela? Čas si ti. Naj bo, pa si pomagajmo z Ganarelom, če ne moremo najti boljšega. No, je že tukaj, kot nalašč. Le pojdite Sabina in najavite zdravnika. Ganarel, v pravem trenutku prihajaš. Nujno te potrebujem za negovanje. Oklevate, če ne mi zaupate ali ne. Preizkusite me, vendar. Naložite mi kakšno resno delo. Kako delo z glavo. Pošljite me pogledat na uro. Ne. Zahtevate od mene, da otrebim vašemu psu bolhe. Ne gre za to. Poslušaj, rad bi, da bi ti nastopil kot zdravnik. Zdravnik. Zdravnik? Gospod, pripravljen sem narediti vse, kar hočete. Ampak kako pa ne bi se lotil tega? Zelo dobro se lahko tega lotiš. In če to storiš, ti bom dal 10 cekinov. Za 10 cekinov? To je pa čisto druga stvar. Ampak recite mi, ko bom zdravnik, kam pa ne grem? K Žorživusu pogledat njegovo hčer, ki je bolna. Prav, že prav. Sem že uganil, kakšno bolezen ima. Ampak ti si neotesanec. Namesto, da bi dobro opravil... Se ne bojite. Zagotavljam vam, da bom prav tako spravil bolnika v grob, kot katerikoli zdravnik v mestu. Vendar, ko takole premišljam, se ne ni tako lahko iti zdravnika. Žorživus je star prismodež in ga boš že lahko preslepil z besedami, če boš le govoril o matematiki in slavnih zdravnikih in neznanih boleznih, predrzno, kot ti znaš. Prav, je že prav. Govoril bom o matematiki. Naučil ga bom, kako se da v slonovo črevo spraviti 2800 vrabcih glav in 11.230 kozjih bokov. Preizkrobite mi samo zdravniško obleko, naučite mi, kaj moram narediti in dajte mi moje diplome. Se pravi 10 cekinov. Pojdiva. Skoči no in odnesi to pismo gospodu Vilbrekinu. Povej mu, da je moja hči bolna. Pa ta zdravnik, ki ga ni imel, če mu je le Sabina prav povedala naš naslov. Uboga moja hči. Zakaj, vraga, pa jo hočete obrožiti s človekom, ki mu ste hlebu in je 20 let starejši od nje? Pojdi, le pojdi. Kaj mislite, da se ne bi raje omožila s kakšnim mladim človekom? Boš je ven našel. Obmisli, da bo postala gospa Vilbrekinova. So izledeneli možgani in se je skrčilo srce. Ko se je skrčilo srce, se je obrnil želodec. Zaradi obrnjenega želodca pa počunijo jetra. Žal čunari na možgane. Boš je ven našel. Gospod Vilbrekin se mogoče prav zdajle oblači, da pride sem. Že vidim, da bo ta bolezen zavlekla po roko. Se prav to mene zdi, gospod. Upal sem že, da si bom pod tvoj želodec
hiti, no. Ta obleka me bo spravila v grob. Kako se mi smilijo ženske. Pa se spodrecaj. Ne tako visoko. Se kažeš polovico služabnika. Nikoli ne bo mogel skozi vrata s tako visokim klobukom, gospod. Lepo te prosim, Zganared, zberi se in potrkaj na vrata. Na, tu imaš še 2 cekine. 1, 2, glejta, cekina že delujeta. Čutim, kako se mi vrača Bogu. Pridite vendar, gospod doktor, poslali so me po vas. No, dragi prijatelj, še zmeraj na straži. Ravno grem k Žožibusu. Ima neko belo vince, ki mi je prav všeč. Lepo te prosim, počakaj malo. Najprej ti moram povedati, pri čem smo. In ker že poznaš Žožibusa, se bo v komediji, ki mu jo igramo, gotovo našla zate kakšna pomembna vloga. Ali morda poznaš Vibrekina, ti, ki poznaš ves svet? Ne, čisto neznan mi je. Še sreča, se bom tako lahko govoril, toliko neumnega o njem, kot je treba. Pa mu ja ne bodo nasedli. Česa vsega si ne izmislijo in to v imenu ljubezni, čista romantika. Višek nesramnosti. Kako lepo. To nič ne da na te besede, ljubezen, romantika. Ampak, ker smo gledališču, naj bo. Potolažim se s kozarcem dobrega belega vinca. Končno dobra novica, stric. Zdravnik je tukaj. To je najbolj spreten zdravnik na svetu. Prihaja iz tujih dežel, prinaša v sabo vse njihove skrivnosti. Tako je učen, da bi bila prav rada tako bolna, kot je moja sestrična. Samo da bi me on zdravil. Pa kje je? Izvolite vstopiti, gospod doktor. Poslal sem po vas, da bi prišli pogledat mojo hčer, ki je bolna. Vi ste moje edino upanje. Hipokrat pravi, da se oseba, ki je bolna, ne počuti dobro. Čisto prav imate, da mi zaupate. Kajti jaz sem največji in najbolj spreten zdravnik, kar jih je bilo kdaj na senzitivni, vertebralni in mineralni fakulteti. To me izredno veseli, gospod doktor. Ne bi hotel, da bi samo za hipek pomislili, da sem navali zdravnik. Resnici na ljubo moram povedati, da so v Kurdistanu in v Papuaziji, odkuda prihajam, imeli vse ostale zdravnike za medicinske spačke. Kaj hočete? Jaz imam izredne talente, skrivnostne formule. Salamek, Rastapi, Rastaka.
ozdravljena. In zelo se bojim, da nam ne umre. Naj se le pazi in naj se nikaj ne šali s tem. Še kdo bi nam manjkalo, da bi umrla. Ne, da bi zdravnik to predpisal. Urin bolnice. To je urin, ki razodeva znake velike vročine, močnega črevesnega vnetja, njegova barva pa kaže na vranico, ki se krči. Vendar ni tako slabo. Kako, gospod? Vi to pijete? Vem, gospod. Navadni zdravniki se zadovoljijo s tem, da ga gledajo. Jaz pa trdim, da je požrtvovalnost osnovno načelo zdravnika. To je pa vražji urin. Po njem lahko sklepam, da se je bati kamnov na mehurju. Vaša hiša, gospod, je izgrajena z mevdonskega kamna. To je pa res. In vaša hči je dosti preveč zaprta v njej. Zares hodiva zelo poredkoma na sprehod. Ali bi mogoče lahko videl bolnico? Saj je po konci. Če hočete, jo bom privedla. Lucila, pridi hitro. Videti te hočejo in ozdraviti. Vi ste torej bolnica, gospodična. O, da, gospod. Iz tega zaključujem, da je vaše zdravje slabo in da se slabo počutite. Kaj pa občutite? Hude bolečine v glavi, gospod, in če se hoče pripomniti, me je strašansko zagrabil v križu. Sedite, sedite. Počakajte. Rastaki, rastaka. Furlubina, furlubina. Tako, zdaj lahko sedite brez boleči. Krasno. To je čudovito. Poglejmo malo vaš jezik. Prav to sem si mislil. Kašljajte. Še. Gospodična, obšel vas je močan gnus do hrane. Nikam me ne spominjate na to. Že samo, če vidite debelejše osebe, imate občutek, kot da boste omedleli. Včeraj je skoraj umedlela, ko je videla, da k nam prihaja gospod Livrekin. Bil je bolj v krogu. Bolezen je pri vas na višku. Zdaj, ko smo prišli stvari do dna, lahko rečem, da je vaša hči zelo, zelo bolna. Predvsem je potrebno, da si vaša hči naužije zraka. Naj gre ven iz teh zidov. Nastanite jo, naprimer, v kakšnem osamljenem paviljončku, v kotu kakšnega vrta. Boste lahko našli kaj takega. Seveda, moj brat, oče tegale dekleta, ima zelo lep vrt in paviljon z 2 ali 3 sobami. Če se vam bo zdel primeren, bomo tam nastanili mojo hčer. Pojdimo pogledati to reč. Sabina, spremite na gospoda doktorja do vašega vrta. Jaz pa bom Lucili pomagal njeno sobo. Otrok moj, to je mož, ki te bo ozdravil. A
zdi se mi, da mi zmakuje zraka, kot bi imela glavo v vreči. Takoj boš imela dovolj vrtnega zraka. Pojdi, gledaj. V veliko čast si štejem, da... Na, nikogar ni. Sej, dovolite, gospod Žalžibus. Kaj pak, moj dragi skaramuš, postrezite si kot doma. Hvala. Gospod Žalžibus! Gospod Žalžibus! Dobar dan, gospod Skaramuš. Dobrodošli, čeprav prihajate v trenutku... Vem, pravkar sem izvedel, da je vaša gospodična hčerka bolna. Upam, da bo moja hči skoraj iz vode. Izvolite sesti in popite kozarec mojega belega vinca. Vem, da vam je všeč. No pa bom, da se vam ne zamerim. Ah, gospod advokat, prav treba nam je bilo te bolezni. In to v trenutku, ko sem se pripravljal, da hčer omožim. Čestitam, gospod Žalžibus. Prepričan sem, da ste svoj hčerki našli dobrega ženina. Odličnega! Možim jo s človekom, ki ga morda poznate, z gospodom Vilbrekinom. Res, poznam nekega Vilbrekina. Sej, po slovesu ga poznam. Ampak čisto gotovo to ni vaš Vilbrekin. Kakšen pa je ta vaš Vilbrekin? V Parizu je po jamstvu posojal denar, ki ga je doma zaslužil živinorejo. Saj to je moj bodoči zet! Kaj še veste o njem? Neusmiljeno bi bilo, če bi povedal, in nič se mi bolj ne upira kot to, da bi prenašal slabe govorice, ki se širijo med ljudmi. Kaj pa govore slabega o gospodu Vilbrekinu? Lepo vas prosim. Prosim. Dovolite mi, da ne zinem niti besedice. Stvar je namreč resna. Da sem se mogel takole zaplesti. V imenu prijateljstva. Govorite, saj vidite, da smo v skrbeh zaradi tega odličnega gospoda Vilbrekina. No dobro, gospod Žalžibus. Možje, pravice in zaupanja. Možje, časti in besede trdijo, da ta Vilbrekin živi še samo na račun svojega slovesa. Da se druži na stroške naivnežev, ampak da to veselje ne bo več moglo dolgo trajati. Za božjo voljo, ali je to mogoče? En je celo rekel, da se bo Vilbrekin kmalu znašel v ječi in da se bo tam odvadil svojega pijančevanja. Pijančevanja? Kaj pa, drugje se brani pijače in se opija doma v pusteli. Zato je tako rdeč v obraz. Ampak prav mogoče je, da Vilbrekin postane dober zakonski mož. Dober zakonski mož? Dober zakonski mož, ki... Gospod Žalžibus, paviljon in vrsta čudovita pomena. In gospodičo Lucilo je treba takoj tam nastaviti. Gre mi povedati. Lepo idite in pomagajte ji, prosim, da se pripravi. Gospod doktor, to je znameniti advokat, gospod Skaramuš. Veliko čast si štejem, da sem srečal gospoda advokata Skaramuša, čiga sposobnosti zahvalili pri enem mojih bolnikov. Se res, kaj niste vi gospod doktor Zganarus? Vam na uslugo, gospod, če ste bolni... To je pa čudovito. Dragi gospod Žalžibus, dovolite mi, da se od vas poslovim. In nikar si ne belite glave zaradi tistega, kar sem vam povedal. Gospod Žalžibus, bodite prepričani, da se bo vaša hčerka odlično počutila ob kavi. Izvolite, gospod. Tega pa ne bom vzel. Jaz se iz ljubezni ukvarjam z medicino. Vaš najpomembnejši služak. Razumem, da je popolno poznavanje medicine zelo težavno
čudovita stvar je znanost in kako mehkega se počutim s pričo teh ljudi. Eden ukrene vse potrebno, da mi reši hčer, drugi pa me obvesti o nevarnosti, ki preti mojim cekinom. Zdaj bom priselil Lucila na vrh, na to je na vrsti Vilbrekin. Dobro so ga, Žorži Busa. Pravilno, bosta se mlada dva lahko postala par. Mene pa zanima, če bo uspelo. Res, gospod. Gospodiča Lucila je zdaj že gotovo v hišici na koncu leta. In jo gre si lahko mirno tja obiskat. Ne na to stran. No, ne tja. Ne tja. Tja pa da. Ta dobrici naš Žoržibus je res strašanski tepet. Da se pusti tako vreči starost. Dober dan, gospod. Povejte mi vendar. Was služabnik, gospod. Kaj pa naj zdaj? Ali morda slučajno poznate kakšnega doktorja, gospoda Zganarusa, ki je pred kratkim prišel v to mesto? Seveda ga poznam. Se ravno, ko sem vas videl... Jaz sem njegov brat, gospod. Dvojčka sva in ker sva si zelo podobna, naj včasih zamenjujejo. Kako je pa vam ime? Narcis, gospod, vam na uslugo. Moram vam povedati, da sem v kabinetu pri svojemu bratu razlil 2 steklenički zdravil. Tedaj se je strašno razjesil name. In je rekel, da me noče nikoli več videti. Tako smo stal revež, brez opore, brez družine, brez prijatelja. Nikar si tega ne jemljite tako k srcu. Naredil bom vse, kar je v moji moči, da se bosta spet pobotala. Zelo vam bom hvaležen, gospod. Res sem zelo dobrosočen človek in gotovo me bo tudi naš slavni zdravnik pohvalil. Treba je priznati, da bolniki, če ne izpolnjujejo zdravnikovih navodil, zapadejo v nerednosti. Vaš uradni služabnik, gospod, rad bi vas nekaj prosil. Ohoho, potrebujete moje usluge. Ravno kar sem spoznal vašega brata, ki je skrajno žalosten, ker... To je malo pridnež. Nesrečen je, ker vas je razjezil in zdaj pa... To je pijanec. Gospod doktor, pobodajte se z bratom. Prisegel sem, da mu nikoli ne odpustim. Ampak, ker me vi prosite, mu odpuščam. Poiskal bom ubogega fanta, da mu sporočim to veselo novico.
kakšna sreča. Priznati moram, da si ne bi nikoli mislil, da vas naučga naredi tako spretno opraviti svoj posel. Tebi, dragi dečko, se imam zahvaliti za to srečo. Presneto, da me lahko govoriti. Dražbus me je srečal v tej obleki. In če se ne bi iznašel in si nekaj izmislil, bi šlo vse po zlu. Bežite, bežite, Dražbus prihaja. Ravno prav, da ste tukaj, gospod. Vaš brat mi je obljubil, da vam bo odpustil. Ampak, da bom bolj prepričan o tem, želim, da vas poljubi v pričo mene. Hvala, hvala, hvala. Ampak ne verjamem, da boste zdaj lahko našli mojega brata. Seveda ga bom. Tu v bližini je. Le vstopite v hišo, v tole sobo, pa počakajte, da pripeljem vašega brata. Zdajle sem pa ujet. Nobenega izhoda ni več. Za vsako ceno se je treba izvleči in pokazati, da je ga naredil kralj Jakov. Presneto! Ta je pa lepa! Pri nas pa skačejo skozi okna. Le kaj se to pomeni? Ne najdem tega zdravnika. Tukaj je. Gospod doktor! Gospod doktor, če ste že odpustili vašemu bratu, vas prosim, naredite mi še to veselje in ga poljubite v pričo mene. Šalite se, gospod Dražbus. Saj ni dovolj, da sem odpustil. Nočem ga nikoli več videti. Meni na ljubo. No, naj bo. Recito mu ne pride ven. Zunaj vas čaka brat. Prosim, gospod Dražbus, pošljite ga sem. Rad bi ga na samem posle puščanja. Gospod doktor, pravi, da je sramežljiv in vas prosi, če bi šli noter. Vse na svetu bi naredil, samo da boste vi zadovoljni. A, tukaj si tapin. Gospod brat, prosim vas za puščanja. Zagotavljam vam, da nisi kriv. Nisi kriv, ti steva nereda. Gospod brat, molči ti pravim, pa nisem vam pil. Gospod, kaj mislite, kdo je zdaj pri vas? Zdravnik in njegov brat. Stavim, kaj hočem, da je samo en. Dajte, recite mu, da bi radi videli oba skupaj. Gospod doktor! Nehajte že pestiti ubogega fanta in ga privedite k oknu. Pokaži se tapin, ali moram priti pote. Gospod Dražbus, vaš dolžnik sem. Ste ga videli? Seveda sem. In ti tudi, če nisi slep. Če vam pa pravim, da je samo en, dajte, recite mu, da bi radi videli oba skupaj. Gospod doktor, bodite vendar tako dobri in se prikažite svojim bratom pri oknu. Ter ga poljubite v pričo mene. Sedite.
Đažibus, oprostite mi torej, ker sem vas tako nadlegoval. Vi pa, dragi brat, dovolite mi torej, da vas poljubim. No, kaj mislite? Resneto, to je pravi čarovnik. Gospod, nasvidenje. Nasvidenje. Čas je, da odrešim tistega ubogega fakta. Gospod Đažibus, hvala za vaš trud in vašo ljubost. Kje pa mislite, da je zdaj le zdravnik? Odšel je. Pa z drugega tiščim. Tule je pa lopov, ki se je delal zdravnika in vas vlekel za nos. Gospod, razložil vam bom. Ta je pa lepa. Prevarant! Le kaj vse to pomeni? Kaj sem storil, da se vsi norčujejo iz mene? Prisegam vam, gospod, da se jaz Ne. Omožiti hočem hčer z bogatim in uglednim človekom. Pa zvem, da je goljuf. Piše mu odkrito, kaj govori o njem. Nesramno odgovori, da me noče več poznati. Da me bo dal vreči iz hiše, če mu še kdaj pridem pred oči. To je ravno dokaz tega, da je vse res, kar so vam rekli o njem. Vesen je, ker so ga razkrinkali. Še dobro, da mi je Skaramuš tako dobro vesti. Čudim se, da vas najdem nepomirno pred hišo, medtem ko se vam dogajajo stvari, ki so kome verjetne. Saj to sem ravno. Vaš veliki zdravnik, dragi gospod, tisti človek, ki si nasrečal pri vas. No, ta zdravnik je lažnivi zdravnik, lopov. Vem, že vem. Kar je še lepše, ta zdravnik je sluga, nesramen sluga. In kar je še lepše, sluga gospoda Vilbrekina? Ko ste mu sporočili, da je vaša gospodična hčerka bolna, je poslal zdravnika, ki je bil njemu po volji. Pa zakaj? Malo pridni lažni zdravnik je odredil, da nastanete vašo hčerko v samotnem paviljonu, odkud jo je hotel ugrabiti. Pa zakaj? Saj sem jo hotel zakonito omožiti z njim. Lopov je vedel, da mu boste odrekli roko svoje hčerke, ko boste izvedeli, da je uničen. Hotel se je poročiti z njo takoj in to na silo. Moja uboga hčerka, takoj zdaj ne moram... Počakajte in pomirite se. Ko so Vilbrekinovi ljudje obkolili paviljon, da bi jo ugrabili, je pogumen mladenič premlatil vso tolpo in jo rešil. Kdo pa je ta pogumni mladenič? Vaš sosed, Balear. Mislim, da je novo zaljubljen v vašo hčerko. Poglejte, no, pripeljal vam je nazaj vašega dragega otroka. Dovolite, gospod, da vam izrazim svojo hvaležnost. Saj ste mi pravkar rešili hčerko. Gospod, zelo sem srečen, da sem s tem lahko izpričal čustva, ki jih gojim do gospodične Lucile. Oče, Balear hoče reči s tem, da si ničesar ne želi bolj, kot se poročiti z menoj. Ampak... Budite prepričani, stric, da si Lucila ničesar bolj ne želi, kot poročiti se z Balearom. Resneto, gospod, že čutim, da vam jo bom rade volje dal. Samo njena bolezen me še skrbi. Oče, saj sem že skoraj čisto zdrava. Vso to razburjenje mi je tako dobro premešalo kri, da je šla vsa bolezen iz nje. Gospod Đažibus, gospod Đažibus, gospod Đažibus. Kako mi je žal in kako mi je sram. Saj to je naš lažnivi zdravnik. Nič vredneš, kako si upaš? Gospod Đažibus, jaz sem samo volal svojega gospodarja, gospoda Vilbrekina. Ničesar nisem vedel od njegovih ostudnih načrtih. Ko sem to izvohal, nisem hotel niti trenutka več ostati pri njemu. Pretepel me je, me odpustil
vračam dolgove tvojega gospodarja. Hočem, da bi bili danes vsi srečni. In ker nimaš službe, te vzamem k sebi, dokler bom živ. Hvala. No vidite, na vse zadnje se je pa vse najlepše končalo. Zdaj smo postali pa svatje. Bravo, gospod Žoržibus. Kaj, se ne bi spodobilo, da grem odmašiti nekaj steklenic dobrega vina? Seveda, hočem, da se razvedrite. Slavje naj se začne. Kje še kozarec zame? Boste videli, še klesali bomo.